To je Radio 1 podcast. Človek, ki je z nama v studiu danes, je na odru že od mladih let. Najprej gledališče, pa musical Mamma Mia finale, Slovenija ima talent zmagal oddaj, znan obraz ima svoj glas v 4. sezoni, potem ansambel Saše Avsenika, solo projekti in pesem Največja napaka, ki jo pozna zdaj v zadnjih tednih in mesecih cela Slovenija. Tako je, od lani naprej. No, to je z nami glasbenik, ki prihaja iz znane radijske družine, a si gradi oziroma si je zgradil čisto svojo pot. Povej, kdo si in kaj počneš. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Fanta živijo, jaz sem Luka Sešek in sem pevc. Rad nastopam, nisem sam pevc. Ja. To je to. Tukaj zaključimo. Yes, sir. Kaj pa še rad počneš v življenju? Poleg petja, dej nam povej. Ker to, ne vem, si dal ogromno intervjujev in tako naprej, ampak jaz še vedno ne vem, ali spremljaš rad še košarko, ali imaš rad bejzbol in igraš pikado v kafiču. Zbiraš znamke, Ne zbiram znamke. Rad imam ljudi, rad imam dobro voljo, rad imam moje prijatelje. Mi smo zelo povezana družba, še iz osnovne šole. Zelo rad potujem, rad se hecam z mojima 2 bratoma. Pa rad grem na šmarno ali pa v fitness. Ok, zelo rad potuješ. Kaj to pomeni? Kje si že bil in kam bi še rad šel? Tako je, bil sem že, hvala Bogu, kar v nekaj državah tega našega lepega sveta, ampak najraje grem po Ameriko. A ja? Kalifornija. V ZDA torej? Yes, ja. Kaj te tam leče? Kaj je tam? A veš, kako je ljudje, nek ta vibe, ki ga procesira ta država. Ja. Mogoče je to vse povezano s tem, ker sem kot mulc zelo rad posegel po ameriških filmih, ameriški glasbi. Aha. Tako da v bistvu vse, kar je povezano s kulturo in vse, kar je povezano z ljudmi, ki tam živijo. Jaz, hvala Bogu, imam same lepe izkušnje z njimi. Okay, si nabijal v filmih za kobojce ali za indijance? Ne, takih filmov bolj nisem gledal. Nisi bil v tem? Ne, Jaz to je sem bolj tvoja moj generacija. čas, Špageti westernov, Klepač. prost. Ja. Ampak ne. Dobro. In kam si še želiš iti? Na Arktiko, Antarktiko, ne vem, v Afriko? Veš, kako je vse, kam grem, sam da je varna država, kukar tok, Ja. pa da sem frej. Jaz grem rad tudi na Brod ali pa v Litijo, sam da je Luka frej. Sam da je Luka Nima fraj, veze. ker Luka v zadnjih letih ni dosti fraj. Koliko vikendov si bil recimo fraj v lanskem letu? Ja, v bistvu ne prav veliko, no. Jaz bi rekel, da ene v 7. 7? Da. Ljudje... Če se nalažem, to sem zelo na hiter, ker sem Dobro, na radiju pavšalno, ja. ampak ja. Zdaj si predstavljate, da ste v službi in imate na leto 7 vikendov fraj. To so biti niti 2 meseca. Ampak stop, imamo pa ponedeljki, pa torki so pa za nas muzičarje, to so vikendi. A to so vaši vikendi? Ja, dobro. Ja. Okay. Se ni zaprto živeti. Luka Sešek bo z nami spregovoril od prvih momentov, ko je prikukal na svet, pa do tega trenutka, tako da bo res še zanimivo. Zdaj, kako je bilo kot mičken imeti za očeta znanega Slovenca? To lahko vprašava mi, da s Klepačem, ker recimo take izkušnje nisva imela. A veš, kako je to v bistvu zelo normalno bilo, zato ker sta tudi moja starša čisto normalna, pa itak smo v Sloveniji zdaj tega mega zvezdnega občutka, tako nimamo. Je bilo pa lepo, veliko sem videl Slovenije, veliko sem videl sveta zaradi tega. Veliko sem pobral podzavestno, ko vidim zdaj. Ja? Zelo rad govorim. Tako da v bistvu čisto normalne noči. No. Dobro. Še danes je isti in same lepe spomine. Najbolj se spomnim, ker so bili tisti gongi. Se je bil tudi Denis, verjetno se je tudi videl. Seveda, gongo je tvoj oče pobral, ne? Ja, nekaj jih je pobral, Ja. To se spomnim, ker so bile ta podelitva na Bledu. In pa smo vedno kam šli. Pa nista dva, tudi Martina Krpana skupaj igrala, ali ne? Ne, Martina Krpana nisva skupaj igrala, ampak sem pa par let zatem tudi jaz prišel na Studencije. Aha, to je to, okej. Okay. Zdaj, imaš še 2 brata, ste vsi kaj povezani z glasbo, radijem ali sta ona dva čisto v drugem foku? Ne, absolutno smo vsi povezani z glasbo, zato ker imate tudi ona dva super in čudovit posluh in glas. Sicer se s tem ne ukvarjata, sta barbarja. Ta sreden ima salon barbar. Čakaj, oba sta frizerja, brivca. Ne, frizerja, barbarja. Ne, se hecam. Mata pa zelo rada glasbe in bi si upal trditi, da mogoče poznate celo več glasbe od mene. In ta sreden brat
se 4.7. poroči. Bravo. Je. Top. In preden sem prišel k vama, smo šli v Bleko sprobavati. Torej, boš na poroki, ne boš pilal. Kako? Boš na poroki, ne boš igral. Ja, ali da bom na poroki, seveda. Kakšno boš zapel, to ne boš Itak, tako. brez tega ne morem, sorry, Miha, s tem se že sprijaznil. Vem, da sem te že prej vprašal, ampak vseeno, je kakšen šport, ki ti je domač, poleg fitnesa? Si kaj treniral kdaj? V bistvu moram reči, da nisem tako štorast, kot zgledam. Okay. Zelo rad sem igral nogomet, zato ker pač je moja družina že tako mahnjena na fuzbal, sploh tam male dva. Aha. To je Hala Madrid non-stop. Okay. Pa še en basket, ampak prav za res pa nikoli. Jaz vedno kakšno žogo falim ali pa vedno, če kaj narobe brcnem, rečem, jaz sem glasbenik. Je v redu, vse ti je oproščeno. Ja. Ampak si že od nekdaj vedel, da boš pod studijskimi ali pa odrskimi lučmi? Vedno, ja. Je resno? Vedno. Ja? Ja, lej, jaz se spomnim, ker sem bil, ne vem, 4-5 let, glih dobro sem začel govoriti. In jaz sem zelo rad nastopil in povsod sem hotel nastopati, ampak Luka je prišel na oder, kvazi oder, na domače ploščice, samo takrat, ko so mu zaploskali. In jaz sem vedno čakal aplauz. In ko so ljudje. Aha, in najprej aplauz in potem go. Bravo. In potem se spomnim, da je enkrat med mojim, na hiter, med mojim performansom, če lahko tako rečemo, prišel mlajši brat, ki se zdaj poroči. Ja. In je tudi on hotel nekaj nastopati istočasno, ko sem bil jaz na tem navideznem odru in sem tam prejel eno palco, ki je bila in sem ga mahnil. Ne boš ti meni spotlightov vzemal. Aplauz pred nastopom, temu se reče avans. Avans, ja, točno to. Avans do plačila. Takrat mi še ni bilo jasno, vedel sem sam, da je treba ploskati. Zaporedja pa nisem. Okay. Ampak kdaj pa si začutil, da bi lahko postal eden od zvezdnikov slovenskega področja? Marija, zvezdnikov. To. Ta beseda te ni najbolj všeč, ne? Ja, ne. Od nekdaj v bistvu. Zadnje leto pa sploh. Zadnje leto? Okay. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem zdaj začel delati na sebi, to pomeni, da sem začel ustvarjati in kreirati svojo glasbo. In to so posebni občutki, ki jih prej nisem doživljal. In se pravi, Si zdaj bolj sproščen, bolj zaupaš z vase? Ja, zdaj sem vam rad. Jaz sem dobil eno čudno primerjavo zdaj v glavo. Zdaj, greš ti kupiti štruco kruha v trgovino in jo poješ, ali pa ga sam spečeš in potem poješ. Je drugače, ne? Ja. Ali pa počakaš, da tega prinese za plod. No, to veš, ne, ampak jaz, Radio 1, hvala vam za to, ker vrtite in se pravim, jaz sem se prvič v bistvu zdaj sploh spoznal občutki, pa sem že kar nekaj let na sceni, če tako rečemo. Ker stojim, ne vem, v Mercatorju, pa gledam prodajalko, pa si mislim, kaj bi ti vedela, koliko imam jaz hud komad. Dobro. In verjetno ga pozna. Zdaj ga verjetno pozna tudi, zahvala gre vam, tako da najlepša hvala, ker ga vrtite in hvala, ker ga radi poslušate. Bomo se dotaknili v nadaljevanju seveda tudi tvojega zadnjega singla. V bistvu praktično kot mulci prišel do vloge v muziklu Mamma Mia, so se ti že takrat odprla kakšna dodatna vrata, te je potem poklical še kdo drugi za kakšen drug projekt? Ja, zihar. Sicer bi se zlagal, če bi zdaj prav nekoga pokazal, ker se ne spomnim, ampak vem, da mi je predvsem odprla moja vrata, ker sem dobil na samozavesti, ker sem videl, da me imajo ljudje radi. In sem tudi videl, da bo treba kaj narediti, če bom hotel enkrat delati tisto, kar imam najraje, in to je muzika. In takrat, to je bilo glih, ko smo vadili v Križankah, sem se jaz odločil, da se bom prijavil na Slovenija ima talent in se je skupaj začel. Dobro, kako si doživljal to takrat, ker to je še vedno skoraj 10 let nazaj? Mamma Mia. Ne, Slovenija ima talent. Fudo kasina. Takoj bi šel še enkrat, a ne, če bi te povabili še enkrat. Ja, če bi mogel. Takrat sem dejansko mogel, zato ker to je bila odskočen, oziroma verjetno še je super platforma za se pokazati in videl sem, da se znam rokoti s kamerami, videl sem, da znam dajati intervjuje, videl sem, da ne zmrznem, ko gre za res. In zelo lepa izkušnja. Ti je bilo fajn, ko so te prepoznali potem na ulici tako in čau. Ja, to pa tako, to je super. To pomeni, da nekaj delaš prav. Dokler te ljudje prepoznajo, je super. Namaram pa, če pa kdo pa pride, pa dejš pa eno zapoj. Aha. A veš, to je pa tako mogoče malo primitivno,
ampak je tudi logično, se jih moramo razumeti. To pač pa še zraven in super je. Ampak je pa zanimivo, če lahko malo skočim. To je kot če bi, ne vem, nekomu, za katerega veš, da je vojak. Točno. A narediš zdaj ti dve akcije, tukaj pa še malo ustreliš. Bravo. Vsaj brez pištole, ti malo ustreliš. Exactly. Pa avtoliči, ljudje malo zbrusite. Jaz vedno to rečem. Ja. Jaz vedno, zato ker vsi poklici so čisto isti. Ja. Sam pač moj posel je tak, da ljudje mislijo, da se poznamo. Ampak super je. Ampak to je fajn, to pomeni, da te vzamejo v svojo dnevno sobo, da si ti del njihovega življenja. In to je bistvo vsega. To je zelo lepa, še posebej pa Slovenci smo fest ljudje in vedno se rad slikam ali pa vedno rad pošpegam, kdo umeni moje ime. Lepo slišati to, ja. Kdo je skrbel za tvoje prve nastope, takrat, ko si bil še 20-letnik? Si imel kakšnega menedžerja? Ali bil fotor, ali kaj? Jaz ne vem, če zdaj to smem povedati. Ja, povej. Pa da ne boste vi to zdaj zrezali, pa da bo posod, ampak... Pa zdaj smo živo na Radio 1 televiziji. Sam da vidim, kako izgledam, še malo da vidim. Aha, ok. Super. Ekle leteli moje čevlji, ki so malo stari. Jaz sem slišal, ne vem točno od koga, da je najbolj, da to vse delaš sam. In sem si jaz ustvaril mail, ekipa Luka Sešek. In potem je moja ekipa, se pravi jaz, se dogovarjala za nastope, za cene in take zadeve. Tako da sem se tudi sam soočil s takimi zadevami že zelo zgodaj in treba se je znajdati. Zdaj nima več tega maila. In ti je ratelo. Kako si pa ceno določil? A si koga vprašal? Ne, si imel sestanek v ekipi. Ja, ne, to so tako, ja. Jaz sem vsak torek ob 7. Ne, to so pa prednosti, zato ker je oče itak, ne v tej sceni, ampak sem lahko koga vprašal za nasvet. Ja. No, tako. Pa smo šli. Pa je enkrat je ratal, drugič ni. Drugače pa moja mami se tudi ukvarja z marketingom, tako da takrat, ko je ona začutila, da nekje lahko prvijemo ceno, smo jo in enkrat je še čez, drugič pač ne. Ok, Klepač je pobral zmago v prvi sezoni, ti pa v 4. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. To je bila tudi verjetno izvenserijska izkušnja. Sem res. Klepač je takrat shujšal za kar kakšnih 15 kil, se mi zdi. 13 pa res, ja. Tako je bilo naporno. Ja. Mene je kar pobralo, vse tempo. Ja. Pa vožnja, od Kopra pa Ljubljana nazaj, pa vse vaje in tako naprej. To pa res, ti se tudi zmagal, lepo. Ja, to je bilo, mislim, jaz sem itak taka flegma, da jaz sem sam šel, ampak je bilo pa naporno, predvsem se zelo dobro spominjam tistih nedelj, ki je bila oddaja šele ob 8. zvečer, mi smo mogli priti že ob 9, 10, saj ne vem kdaj na Pop TV in cel dan čakati in potem, če je bila kakšna zahtevna maska, 5-6 ur prej v masko, ampak to so vse izkušnje, ki so nas naredile v to, ker smo danes in huda izkušnja, KPS. Dobro, ja. Znaš zdaj zapet enega Jana Plestenjaka, greva zdaj na polno. Ne, a veš kako je, jaz sem pa zdaj prav 2-3 leta nazaj sem rekel, da bom začel govoriti ljudem, ki mi reče, Luka, daj kaj imitiri. Se upravičujem, jaz ne bom več imitiral, zato ker čas je, da zdaj pojem tako kot Luka in drugač bi znal. Ampak ne, to poje mojster, on najbolj obvlada. Jan Plestenjak Jana najbolj zapoje, tako da ne on. Je on najboljši Jan Plestenjak. Yes, sir. Ja. Imaš kakšno željo, glede na to, da si spoznal celotno slovensko glasbeno sceno, da bi s kom zapel duet? Če smo že pri Janu ali pa pri komorkoli drugemu. Naredil sem duet z Nipketom in ne bi si mogel želeti boljšega soizvajalca na tem komadu in kaj bo pa čas prinesel, pa ne vem, ampak da bi pa zdaj prav izstrelil neki... Nimaš, ne vem, s Heleno Blagne bi rad naredil? Ne, s Heleno Blagne ne. Ne bi? Ne. Dobro. Jaz vas jih? Z Alfijem Nipičem. Se malo pogledam. Z Alfijem Nipičem, da imaš še drugega... Z Alfijem Nipičem se pa zapela. Da imaš še drugega Nipiča obkljukenega. Ja, ne, Alfija imam zelo rad, on je res zelo dober človek in midva se tudi v bistvu par let nazaj na neki oddaji na RTV-ju v petek zvečer zapela duet. Njegov pesem Slovenci. Tako da vnukom se bom že lahko pohvalil, sicer ni najna pesem je njegova, ampak zapela sva skupaj. Tako da Alfi je že klukca. Kaj pa od svetovnih glasbenikov, kaj ta moment najrajši poslušaš? Obožujem pop country. Ja? Obožujem Elo Langley, obožujem Dan and Shay, ljubim Justina Biebera. To je muzika, po kateri pač posegam. Ampak ja, trenutno sem zelo na pop country zadevi. Včasih tudi pride kakšen Kanye West,
Take zadeve, no. Kukar mi zapaše. YouTube Music ima fajn playliste. Kako je prišel ta klic? Kdo vas je povezal? V bistvu... Saša Avsenik. Ja, v bistvu je kar Saša poklical in se spomnim, da je potem še malo motovilo okrog vprašanja in me je sprašoval, Luka, a ti poznaš kakšnega pevca, ki bi bil zahnam? In meni se je zdaj, kaj mene Saša Avsenik kliče, jaz sem v popu. Ja? Jaz nisem v narodno-zabavni sceni, jaz nimam pojma. In to je bilo ene dvakrat, trikrat je on mene tako poklical, zato ker Saša je izjemno čudovit človek in ni hotel biti preč direkten. Okay. Torej on hotel, da sam sebe nominiraš. Točno to. Nekako, ne, se ni bilo čistko. No. Ja, v bistvu so se pa povezala preko skupnega prijatelja, njegova sestra je poročena z mojim prijateljem. Pol je dala besedo. Torej Slišal me je, tako, ja. Slišal me je pet na eni privatki, da tudi Murke oziroma Avsenika, kakšnega, zdaj sem dolgih ženski komad za 5. In potem sem rekel, Saša, pridem enkrat na vaje in so se dobila ta prve sama v studiu. To, da je pač videl, da nisem čisti za nič. Pa sem pa rekel, Saša, še ne ene vaje pridem z bendom. Jaz sem si tako mislil, to ne bo, harmonika. Pol, ker sem pa jaz slišal, koliko je ta muzika akustična, da ti ne rabiš v bistvu nobenega kabla, da ti prevežeš inštrument, da ljudje poslušajo in te slišijo. Kako klarinet, trobenta skupaj zazvenita, kot eno, tako zelo poetično, ampak res, ta muzika je čudovita, res huda glasba. In potem sem kar nekako prvi špil naredil, drugi špil, tretji špil, četrti špil. Noben je nič rekel, jaz nisem nič rekel in zdaj je leto 2026. Koliko let že? Jaz sem še kar tam. Peto leto. V bistvu 6. sezona. No. Ampak čakaj, v bistvu Avseniki po tujini pojete tudi v nemškem jeziku. Jawohl. In tvoj nemški, ti znaš nemško potem kako? Nein. Torej si se navadil fonetično. Ne znam, moj talent me je spasil. Če ne bi imel toliko talenta, bi verjetno tudi Sašo zelo po to in rekel, Luka, zdaj pa se nauči. Ja. Ampak ne. Jaz sem se napiflu besedila. Ja. Tudi teh ne vse, imam še vedno tablico. Moram reči, fanta, da je kar fajn, zato ker mi imamo tam kar veliko oboževalcev, pa tudi malo starejši so in potem kdaj nimajo glih take mere, kot bi si izvajalec želel, da jo imajo, ko pride do tebe in potem jaz rečem, Entschuldigung, ich sprich nicht Deutsch, aber danke für kamen, ali zdaj že to sem. In tako naprej, ja. Okay. Tako da ne govorim nemško. Par kratkih, po kolikih špilih so ti naredili po meri narodno nošo? Kako to misliš, po kolikih špilih? Po prvem, takoj, na prvem. Še pred prvim, ok, torej nisi imel sposojene na začetku. Lažem se in prav si imel. 5 špilov sem naredil v sposojeni noši, ker tudi jaz sem pozabil, bolj sem pa dobil svojo. Dobro. Ja. Okay. Ampak v svoje je lepše pet, nekaj pač lepo pripravljeno. To moja je bila malo večja, to je bilo lažje. Druga zadeva, ne bomo spraševali o denarju, ampak se ti je gaža kaj povišala v 5 letih? Absolutno. Se ti je, ok, dobro. Tretja stvar, ko si izvedel, koliko špilov na leto bo treba narediti, si pomislil na to, a sem jaz za to ali ne, a bo zdržal ali ne? Jaz sem rekel, kaj bom jaz sploh tja hodil model, če nisem tak delavc. Ne bom jaz 200 špilov na let naredil, jaz ne morem tega. In sem si dokazal, da lahko. Četrta stvar, katero je bilo prizorišče, ki te je prvo najbolj odbilo? Imel si, ne vem, 3, 5, 7, 10 špilov. Kdaj si prišel na oder in si rekel, fuck, kaj se je pa zdaj meni zgodilo? A je bilo to na tistem Woodstocku? A to v dobrem smislu? Ja, v dobrem, ja. Da se ti je odpeljalo. Odpeljalo se mi je na večjih špilih, ampak tako, kot si izpostavil Woodstock, absolutno, ko je tam 30,000 plus ljudi, ki skačejo na ulico. Točno to, let's go! To je kar hudo. Pa si mi večkrat rečem, a ti misliš, da si Jack? Pejt čez karavanke ven, pa se boš nazaj usedel, pa mal bo bolj pohleven, ne se ven metat, ker ko to doživiš, kaj je naredil Slavc, kaj sta naredila brat Avsenik, na 1000 kilometrov stran od naše ljube domovine, to so Jacki. Wow. To so Jacki. Res. In vi kot Avseniki imate vse pošteljeno, vi ste res velike zvezde, ko prijete. Mislim, itak že v Sloveniji, ampak mi smo pač velikost polovice mesta Milano, ne cela država. Ja. Kaj pa, ko priješ čez v 10 milijonsko ali pa 40, 50, 80 milijonsko državo? Ja.
Mislim, razlika ziharja, mogoče glih v tej vožnji, ampak tudi Slovenci so izjemno gostoljubni in za nas zelo poskrbijo. Je pa zanimivo, zato ker je že pokrajina drugačna, ko mi igramo recimo pri Hamburgu, so tam drugačne ceste, drugačne hiše, drugačne ulice, ljudje mal, že jaz to zdaj slišim, da govorijo drugačne narečje, drugačna hrana. Tako da v tem spektru je zelo fajn in sem zelo veliko doživel, ampak ko vidim, da je pred našim koledarčkom napisan SLO, sem najbolj srečen. Takrat, ko je Slovenija. Je to to, pa tudi, če je Murska Sobota, to je za me zdaj blizu. Zaigra srce. Veš, kaj še mene matra? Prej si rekel, da ste težki profiči, ne? Ja, in smo. da ste kar znani v Evropi, oziroma nad v Avstriji in gor, ne? Ja. Imate kakšne posebne zahteve? Rečeš ti, hoče imeti, ne vem, tašne bombone v backstageu. Zdaj imamo priliko vprašati, a imate kaj na rajderju Pa takega? hoče imeti toliko mineralne vode, toliko tega piva. Ne. 17 brisač. Ne, fanta, lepo vas prosim. Kaj pa? Ok, bobi palčke sicer imamo, da mora biti bobi palčke, Ja. pa nobena ne sme biti daljša od 7 cm. To imamo, ampak drugače smo čist simpel profiči. Ne, a veš kaj imamo? V bistvu imamo topel brok, pa brezalkoholno pijačo. To je to. To je to, tukaj Ja. se zadeva zaključuje. Pa čisto poslo in svojo sobo zdaj že par let. Čestitke. Kako hitro Luka. en vokal naredi razliko, ne? Zakaj? Mesto petje, če bi bil pitje, bi bilo že čist nekaj drugega. Ja. Tudi tam sem bil čas dober. Si bil dober, ne? Zelo. Mislim, da smo bili kar v večini. Lani si z Nipkem izdal pesem Največja napaka, s tem nakazal neko novo smer svojega zvoka, svojo samostojno kariero. Kako je prišlo do tega sodelovanja, kdo je poklical koga? Ker meni se zdi, da je, ne vem, ali ste nekako istočasno, tako kot je Nika Zorjan pa Masaja naredila neko rap sodelovanje, se mi zdi, da se je to prekrasno obneslo v tem pop stilu. Ker recimo so rap izvajalci, kot je, ne vem, Zlatko in še marsikdo, ki so imeli za refrene ženske vokale ali kakorkoli neka sodelovanja in teh je bilo res mnogo. Vi ste, se mi zdi, da ste obrali drugo pot, torej da ste bili pevci, pop vokalisti, pobudniki za sodelovanje. Ja, v bistvu to je spet božja vola. Kakšen let pa pol nazaj smo v bistvu skupaj delali, zelo me je Nipke poklical za eno pomoč pri Daravelskem venčku. To je ta narodno zabavni rap, fantastičen komad. In takrat smo se mi dobro spoznali in takrat sem tudi spoznal mojega producenta, Damjana Joviča. Videl sem, kako je človek talentiran in tako sem ga že prej malo spremljal in se tudi spomnim, ker sem je že pred leti, sem rekel, no, jaz bi tega človeka rad spoznal, rad bi z njim spojem perček. Ker ima res ogromno produkcije naredil skozi leta. Ja, in on je genij, on veliko sliši, on točno ve, kakšen mora biti komad in z njemu je fantastično delati. In v bistvu tako je prišlo do tega sodelovanja in jaz sem pol tudi rekel, Nipke, dej, jaz bi bil pa res vesel in ponosen in včas bi mi bilo, če bi ti gostoval na mojem komadu, Največja napaka, in on je rekel, absolutno. In potem sem komi čakal, da bo prinesel prvi demo in takrat, ko ga je prinesel, ni razočaral. In zdaj je Največja napaka okrog v Sloveniji in ljudje jo imajo radi in Luka, Nipke in Damjan Jovič smo srečni. Zdaj, v bistvu vsi, ki nas gledate, veste in vidite, kakšen smeh je imel Luka zdaj na obrazu, kot to govori. Tisti, ki nas poslušate, tega niste videli, ampak res od ušes do ušes. Ja. Če ne bi imel ušes, bi se ti odprla glava. Ko govoriš o svoji glasbi, govoriš tako, kot jo ustvarjaš in tako, kot jo poješ. S celim telesom, s čustvom, s srcem. Ja, res je. Bravo, lepo je to. Hvala. Si ti dal samo tematiko Nipke tu, ali si imel že napisano besedilo in on je naredil svoj del? Ne, ni bilo treba nič dati, on je pač to hud, da v bistvu je sam videl, kakšna je esenca komada, tudi v bistvu vsi trije smo bili skupaj pri samem začetku pisanja Največje napake in je že s prvim demotom čist poharil in potem je šlo samo še navzgor. Kaj pa prihodnost prinaša? Prihodnost prenaša, jaz upam, da veliko zdravja pri meni, če tega ni poli tako nič ne klapa, ampak predvsem zelo veliko kvalitetne pop slovenske muzike, pripravljam album. In si želim Slovenkom in Slovencem pokazati, da slovenski jezik lahko zazveni tudi v zelo cool pop produkciji. Si dal že kakšne roke, da veš, da boš do decembra bom posnel in izdal, ali je to še mislim, itak neke roke moram imeti, zato ker jaz tudi tako delujem, da moram malo čas preganjati, ampak nič kaj tako, da bi lahko še povedal na glas. Bo pa malo prišel moj 4. singel, to pa lahko. Mislim, vmes smo nekaj slišali, da bo celotna plata taka, da bo
presenečenje, oziroma da bo malenkost marsikoga sezula? Jaz mislim, da bo to najboljša slovenska poplata. Letošnjega leta? Ok. Lepo Dobro. poslušati, čestitke. Leta, vse ne vem, ali bo to res, ampak jaz v to verjamem in vse bom do od sebe. Zdaj, če se to zgodi, bo super. Ne moreš reči, vse ne vem, da bo to res, ampak jaz to verjamem. Verjamem, kaj svina. Tako. Ja. Žal. Ker veš, lahko je dati ven plato in ne vem, Bon Jovim reči, to je naša najboljša plata, ki smo jo naredili v lifeu, pa je to, ne vem, 26. plata, ti že zelo konkretno napoveduješ. On v bistvu se drži tistega prvega načela in prvega nastopa v svoji bajti, ne? On najprej čaka aplauz in pol bo dal plato. Ja, mladi Luka je prišel. Jaz verjamem v to, jaz res verjamem v to in upam, da bodo ljudje slišali, kaj smo mi hoteli s tem povedati in da je slovenski jezik zelo seksi in lahko zazveni tudi v podobnih ritmih kot ameriška in angleška produkcija. A imaš kaj časa za ljubezen? Za ljubezen se vedno najde čas. Ja. A imaš koga? Nimam pa zdaj trenutno nobene resne punce, na to še čakam oziroma čakam. A te kaj zavseniki te obletavajo, ali so res tam starejši? Ne, tam imamo ogromno mladine. Čim je človek na odru, to vidva dobro veste, fanta, so takoj zanimivi in tega je zelo veliko. Ampak trenutno moja največja ljubezen je ta moja plata in te moje komade in ta moja glava in vse glasbene ideje, ki rujijo ven iz glave, tako da v to sem strašansko zaljubljen in končno imam tudi sebe rad in zdaj bo pa prišla tudi kakšna punca, jaz verjamem, da bo tako. To je Radio 1 podcast.